Hvaležno pozdravljeni, prejeli smo kar nekaj vaših vprašanj, ne samo na dogodkih, predavanjih, kjer lahko vprašate mnogokrat tudi direktno prehransko svetovalko oziroma svetovalko za zdrav življenjski slog Minko Gantar, ki je sicer tudi avtorica uspešnice, knjižne uspešnice, ko imajo hormoni žur, ampak tudi preko elektronske pošte in preko naših svetovalk na 02 6200 230. Kaj ste nas spraševali? Ali obstaja na slovenskem tržišču kaj takšnega primernega, ki bi vsebovalo v eni sami tabletki oziroma kapsuli vse vitamine in vse minerale, se pravi krom, selen, cink, B-kompleks, pa biotin, holin in vse ostale zadeve, ki so pripravljene na naravni bazi, ali to dejansko obstaja? Dolgo časa smo tole razvijali in danes vam lahko povemo, da obstaja. Pritrdilno lahko povemo, kajti razvili smo svojo lastno formulo, ki vsebuje vse to, ampak danes pustimo zdaj to rešitev, danes bomo malce raziskali, zakaj je tako zelo pomembno, da dodajamo našemu telesu prav to. Se pravi 27 bistvenih hranil, vseh mineralov in tistih vitaminov, ki jih potrebujemo, od B-kompleksa, rutina, bioflavonoida, C-vitamina, selena in pa seveda tudi cinka. V naših družbi je avtorica knjižne uspešnice, ko imajo hormoni žur, Minka Gantar. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Živjo. Kdaj si ti ugotovila, da je tvoje življenje pa vendarle na tem nivoju, v tej fazi, da ga moraš malce bolj okrepiti, podpreti? Veš kaj, dejansko, ko sem se jaz prvič srečala s prehranskim dopolnilom, sem bila mnenja, da jaz pa tega ne potrebujem. Ker na koncu sem s kmetije doma smo pridelali stvari in bila sem pa slabokrvna. In dejansko po parih mesecih pa mi reče ena gospa, pa daj ti večkrat preizkus tole. In ko sem preizkusila kombinacijo C-vitamina, železa plus B12, to je kombinacija, ki deluje na zdravje, na okrepitev krvi, moja kri se je izboljšala. In dejansko od takrat naprej jaz nimam več težave s krvjo. Sem rekla, wow, to deluje, poleg tega. Meni se je začelo dogajati, da sem imela ogromno energije, da se je začelo dogajati, veš, čisto utrujenost, popoldne. Recimo, zanimivo, če vzameš prehransko dopolnilo, ki vsebuje krom po kosilu, se ti nikdar ne zgodi, da popoldne pristaneš na kavču in da na koncu mrtev vstaneš, še z željo po sladkem, ker krom preprečuje naval lakote. In dejansko sem potem tako gorenka pa preizkusila, kako pa se počutim, če ne jemljem prehransko dopolnilo. Ja, počutje je bilo res razlika. In prva, kar se je poznalo, velika želja po sladkem, to je prva zadeva. Drugo pa utrujenost popoldan, zvečera, veš, nimaš tiste prave energije, si rečeš, pa kaj je z mano narobe? In tako da, jaz uporabljam prehransko dopolnilo z B-kompleksom, z vsemi vitamini in minerali, uporabljam že od svojega 22. leta, se pravi to 25 let. Wow, 25 let. 25 let in dejansko brez prestanka, tudi med nosečnostmi, tudi ko sem dojila, sploh če se spomnim obdobja, ko sem dojila, otrok se po noči zbuja, zraven se pač ne spiš tako, kot če ne dojiš po noči. In se mi dogajalo, da sem vzela prehransko dopolnilo, jaz sem bila kot zalita rožica. Tako da, ja, in je šlo brez problema. Gledala sem pa mamice, ko so bile, kot bi bila palačinka. Jaz sem tale vikend sva šla na smučanje, jaz sem bila sicer z računalnikom, on je pa v bordu pravzaprav, in sem gledala, sem opazovala zraven otroškega kotička, sem bila nastanjena z računalnikom, s knjigami in z vsemi ostalimi zadevami. Jaz sem gledala, mame so bile izžete. Izžete, dobesedno, kot da bi jih eden, pa ne zaradi smučanja, veš, ampak zaradi tega, ker so otroke cel dan pazile, ker so bile neprespane in vse te zadeve. Ampak zdaj poglej recimo nekaj, ne? Kadar je ženska noseča, ji dejansko že zdravnik pove, gospa, dodajati boste mogli hranila. Tako, B9 obvezno, B12, potem, če je slabokrvna, pa še železo. Ampak kaj? V naravnem stanju oziroma kadar pa nismo noseče, pa ne, ali kako? Ja, smo pa, glih tako imamo tempo, rabimo stres, tako pobere praktično ves B-vitamin, ves C-vitamin. No in zdaj, če mi dve gledava,
Dajva pogledati, najprej bodoče mamice. Mlada ženska, ki se pripravlja na to, da bo enkrat razmišlja samo o tem, bi mogla podkrepiti svoje zdravje, ker recimo dokazano je, da pomanjkanje, recimo to sem opisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, dejansko notri ena raziskava kaže o tem, da pomanjkanje B-vitaminov, ženske, ki imajo spontane splave, je ključen B-vitamin. Moški, ki imajo težave z neplodnostjo oziroma pravijo, saj ste zdrav, nič ni, morbiti imate malene semenčice, pomanjkanje B-vitamina in C-vitamina. Tako preprosto je. No, tukaj se definitivno lahko strinjam s tem, kar se tega tiče. Sama sem doživela spontani splav kar nekaj let nazaj in prepričana sem, da sem takrat enostavno pač nisem imela hranil, vem, da sem precej delala, nisem si vzela časa za nek počitek, da bi se ustavila, nosečnost je bila nekaj, kar me je popolnoma presenetilo, sem sprejela potem takrat seveda, ampak mislim, da v 8. tednu je prišlo do tega, v bistvu ravno Božič je bil, takrat sem začela krvaveti in je bil dejansko spontani splav. Ampak kar sem potem kasneje ugotovila, jaz sem bila totalno podhranjena. Ja, imela sem sicer več kilogramov, kot jih imam danes, ampak jaz sem bila podhranjena. Moje telo enostavno ni dobil vsa hranila in s težavo dejansko priznam, da smo ta svet tukaj zafurali, da rabimo prehranska dopolnila. No in zadnjič sem poslušala ravno tvojo oddajo, ko je bil gospod Komat in je govoril prav o problemu plodnosti. 60% parov ima težave s prvo zanositvijo. To je grozen podatek, ampak druga stvar, telo, če želi proizvajati snovi, ki razstrupljajo telo, ker je govoril o zastrupljanosti našega planeta, potrebujemo selen, potrebujemo C-vitamin, potrebujemo B-vitamine, cink, bakar, selen se vežejo skupaj. Dejansko, če mi tega nimamo in na podlagi tega se tvori snov glutation in to je snov, ki jo telo samo izdeluje, in se ga ne da vnesti kot prehransko dopolnilo. In to je snov, ki se nahaja v vsaki celici in veže nase strupe. Zdaj, če mi dve pogledava prav plodnost, dejansko, če je celica zastrupljena, je normalno, da v nesnaženi zemlji ne more zrasti plod. To je dejstvo. Pri kmetijstvu vsi vemo to. Kaj pa telo? Kaj pa telo? In se tega moramo zavedati. Dejansko je kombinacija, moramo biti pozorni, cink, bakar, selen, B2, B3, B6, nujno potrebno pa še zaradi dobre krvi, treba je dodajati še B12, kalcij pa magnezij, ker vežeta nase strupe. Tako da zdaj v bistvu mi se pogovarjava v kompleksu nekih vitaminov in mineralov, ki jih je potrebno vsak dan zaužiti. In evo, tukaj lahko dejansko s hvaležnostjo rečem, da smo z našimi strokovnjaki razvili prehransko dopolnilo Mega 1, kar je pač mega fantastično, vse v enem. In kaj vsebuje? Wow, tega je res veliko. Vitamin A, vitamin B1, B2, B3, potem B6, biotin, folna kislina, B12, C-vitamin, D3, E, cink, jod, krom, magnezij, mangan, bakar, selen, železo, fosfor, kalcij, holin in pravzaprav se vse to še nadaljuje, kajti vsebuje 27 bistvenih hranil. Dajmo si pogledati tale posnetek. Mega 1 ali vse v enem je naša lastna formula, posebna formula multivitaminov z minerali. Se pravi, ne samo vitamini, tudi minerali. Tako vsaka tabletka oziroma kapsula vsebuje 27 bistvenih hranil, B-kompleks, C-vitamin in 13 esencialnih mineralov, med drugim tudi krom, selen in cink, ki sta tako zelo pomembna. Vsa hranila, bioflavonoidi in rutin so pridobljeni iz naravnih virov šipka, kvasa, alg in pa dolomita. No, če preveč delate, če ste v naglici, če ste prepogosto utrujeni, če telo dnevno ne dobi dovolj hranilnih snovi, potem se vaše stanje seveda ne bo spremenilo. Vi morate nekaj spremeniti in ravno zaradi tega smo razvili ta multivitaminski vse v enem Mega 1, ki je priporočen za vse osebe, ki so stare od 14 do 60 let. Vse torej v eni tabletki. Združeni so vsi vitamini in vsi minerali, ki jih potrebujete. In tabletke so prekrite tako, da jih lažje zaužijete. Ena je že dovolj.
in to zvečer pred spanjem. Mega 1, vse v enem, vsebuje torej 27 bistvenih hranil, B-kompleks, C-vitamin, 13 esencialnih mineralov, med drugim krom, selen in cink, kot smo rekli. Finančni vložek v vaše zdravje in dobro počutje za cel mesec oziroma za 30 dni pa 25 evrov. Danes posebej znižana cena namesto 35 evrov. Torej 25 namesto 35 evrov. 02 6200 230 pa je ta prava telefonska številka, ki jo lahko pokličete tale trenutek ali pa tudi kasneje, če so naše svetovalke ta trenutek zasedene. Poleg 27 bistvenih hranil pa smo v to prehransko dopolnilo, ki ga lahko naročite danes, če seveda to želite, oziroma če vas pokliče, če se čutite, da potrebujete, 02 6200 230 je drugačna telefonska številka, je vključen tudi holin, ki pa ga sicer težko najdemo kjerkoli drugje v drugih prehranskih dopolnilih, a vendarle smo ga vključili, praviš, da je zelo pomemben. Lej, holin dobimo drugače recimo v rumenjaku, v jajcih. Ampak bodimo pošteni, marsikdo niti na teden ne poje enega jajca. Potem telečja jetrca. Jaz se sploh ne spomnim, kdaj sem to hrano jedla. Pšenični kalčki, ok, seveda sem jedla. Gobe vsebujejo tudi holin, ampak dejansko v dnevni prehrani ga je premalo in je ključen za delovanje možganov. In otroci, ki jim manjka holina, so hiperaktivni, ne zmorejo jasno razmišljati, in ravno tako odrasli. Odraslim, ki jim manjka holina, imajo težave in recimo, če samo pogledam, pospešuje razvoj možganov in krepi spomin, vpliva na koncentracijo, skrbi za normalno delovanje celic, vpliva na presnovo maščob. In mogoče ljudje, ki imajo zamaščena jetra, bi mogli razmišljati tudi o dodatku holina, ker holin deluje na to, da se dejansko maščobe pravilno presnovijo. Potem holin znižuje krvni tlak. Ogromno ljudi ima visok krvni tlak in reče, joj, zdravnik mi pravi, da bi bil čas, da začnem jesti zdravila. Potem, holin je kurir živčnih signalov in preprečuje nabiranje maščob v krvi, preprečuje bolečine v mišicah in izčrpanost, blaži psihično stisko in prav v tem pomladnem času, ne pomislim, koliko ljudi je zdaj po tej mrzli zimi izžetih. Spomladanska utrujenost. Včeraj sem se peljala takle čas, oziroma tam okrog 2 ure domov in kaj se mi je dogajalo? Gledala sem voznike, kako zehajo, kako vozijo, kako so mehki. V komi. Pomladanska utrujenost jih je začela dajati in prav pri pomladanski utrujenosti B-vitamin in C-vitamin sta ključna. Zadnjič oziroma, ja, kar nekaj časa že nazaj, ne vem, kje sem to prebrala, skratka, gre za rezultat oziroma podatek, ki me je šokiral, koliko receptov za antidepresive v Sloveniji predpišemo na leto. Številka je bila tam, mislim, da 500.000. Noro. Res je noro. In ko začutimo te občutke, da nam pada razpoloženje, ne teč najprej po antidepresive, ker antidepresivi še dodatno izplavljajo B-vitamin. Ampak posežemo najprej po B-vitaminu, zdaj pa zakaj jaz zagovarjam, da je fino B-vitamin skupaj z nekim prehranskim dopolnilom, ki ima tudi minerale. Se pravi, kakor vse v enem, ne? Tako, zaradi tega, ker prav kalcij in magnezij, se pravi, magnezij vpliva na vezavo kalcija, kalcij pa na vezavo B12 vitamina, se pravi, se na podlagi mineralov bolje veže B-vitamin, B12 pa vpliva na vezavo vseh ostalih mineralov B, prej sem pa že rekla, B12 vpliva na vezavo železa, C-vitamin tudi vpliva na vezavo železa in to vpliva na boljšo kri. Se pravi, vsega mora biti dovolj in ne v ena količinah, ampak v različnih količinah, zato da pride do sinergije. Razmerja so to. Tako, razmerja so pomembna in recimo zdaj spet, če gledam sebe, da tudi prehranska dopolnila sama jemem. Vzamem posebej kalcij in magnezij, ker sta to osnovna minerala, posebej vzamem C-vitamin in posebej vzamem tudi prehransko dopolnilo, ki vse vitamine in minerale. Takrat, ko imam pa večje psihične izzive, pa dodam še B-kompleks. Še zraven, še dodam, podprem B-vitamine in sploh ljudje, ki so zdaj tako zelo izčrpani, kdor je praktično razmišlja, da bo mogel nekaj narediti glede psihe, bi mogel B-kompleks
se pravi kot B vitamini, plus multivitamini in minerali. Se pravi, vse še skupaj. posamezno B kompleks plus mega Tako. ena, se pravi vse Tako. v enem, Ja. ki vsebuje vse te stvari, ampak še dodatno taki ljudje, se pravi B kompleks. Pa še omega-3 pa C vitamin. Zdaj tukaj, če govoriva o rešitvi prav za depresijo. V rešitvi prav za Tako. depresijo. Se pravi 27 bistvenih sestavin in hranil in kaj je pravzaprav izjemno pomembno je to, da vsa hranila, bioflavonidi in rutin so pridobljeni iz naravnih virov šipka, kvasa, alg in pa dolomita. Tako, zelo pomembno je, da so naravni viri, ker samo naravno telo zna vsrkati v sebe in na to bi morali biti tudi mi ljudje pozorni, da vse to, kar uživamo, naj bo naravno. Ker telo potem to vzida v sebe. Se tudi mi smo naravna bitja. Vse, to je to. Čeprav zadnjič sem pa slišala spet en podatek, ker glava me je zabolela. Se je zelo neapetitlih je ta podatek. Ampak recimo včasih, ko je človek umrl, so ga mogli tako, v roku 48 ur so ga mogli pokopati, ne? Ker se je začela razgradnja telesa kot takega. Zdaj, 14 dni, čisto v redu bo, zaradi tega, ker je tukaj poln konzervansov, da dejansko sploh se ne začnemo razgrajevati, ker smo že celi mi umetni pa plastični. Ja, lej, če že gledamo samo plastiko, se posod plastika, ne? In vse to se ugrajuje v telo in prav zaradi tega se moramo zavedati, svet okrog nas je tak, kot je. In če ne podpreš telo zdaj v tem času še z vitamini, lej, potem pa zdravje gre takole in se rečeš, nekaj narobe in iščeš rešitev. No, tako da res je potrebno poskrbeti. Od težave oziroma izziva pa k rešitvi, idemo pogledati še enkrat tale videoposnetek. Mega ena ali vse v enem je naša lastna formula, posebna formula multivitaminov z minerali. Se pravi, ne samo vitamini, tudi minerali. Tako vsaka tabletka oziroma kapsula vsebuje 27 bistvenih hranil, B kompleks, C vitamin in 13 esencialnih mineralov, med drugim tudi krom, selen in cink, ki sta tako zelo pomembna. Vsa hranila, bioflavonoidi in rutin so pridobljeni iz naravnih virov šipka, kvasa, alg in pa dolomita. No, če preveč delate, če ste v naglici, če ste prepogosto utrujeni, če telo dnevno ne dobi dovolj hranilnih snovi, potem se vaše stanje seveda ne bo spremenilo. Vi morate nekaj spremeniti in ravno zaradi tega smo razvili ta multivitaminski vse v enem, mega ena, ki je priporočen za vse osebe, ki so stare od 14 do 60 let. Vse torej v eni tabletki. Združeni so vsi vitamini in vsi minerali, ki jih potrebujete. In tabletke so prekrite tako, da jih lažje zaužijete. Ena je že dovolj in to zvečer pred spanjem. Mega ena, vse v enem, vsebuje torej 27 bistvenih hranil, B kompleks, C vitamin, 13 esencialnih mineralov, med drugim krom, selen in cink, kot smo rekli. Finančni vložek v vaše zdravje in dobro počutje za cel mesec oziroma za 30 dni pa 25 evrov. Danes posebej znižana cena namesto 35 evrov. Torej 25 namesto 35 evrov. 02 6200 230 pa je ta prava telefonska številka, ki jo lahko pokličete tale trenutek ali pa tudi kasneje, če so naše svetovalke ta trenutek zasedene. Še kakšne informacije o vseh teh hranilih, zakaj so pomembna, na kakšen način najdete sicer tudi v knjigi, ko imajo hormoni žur, če je še nimate, gre za knjižno uspešnico sploh v letu 2016. Sicer pa slišali ste, spomlad je vedno več svetlobe je in veliko ljudi ima težave s pomladansko utrujenostjo, ki jo kar vlečejo pol tja dejansko do poletja oziroma na koncu rečejo, pa jaz imam celo leto spomladansko utrujenost. Nahranite svoje telo, to je tisto, kar je seveda pomembno. 27 bistvenih hranil, notri 30 je pravzaprav teh tablet oziroma kapsul in v eni sami je dejansko vse to, se pravi vse v enem. Ceno pa smo danes znižali za vas, ravno zaradi tega, da bi lahko bila ta stvar bolj dostopna in tako smo iz 30 evrov znižali torej na 25. Še kakšna informacija pa torej na 02 6200 230.
Berem ene izmed najbolj prodajnih knjig, ko imajo hormoni žur na slovenskem tržišču in dajmo pogledati, kaj piše. Vitamin A vpliva na razvoj oči, vidnega polja, spodbuja rast, vitamin D, potreben za izrabo kalcija, fosforja, potem znaki pomanjkanja se kažejo kot tudi hudo propadanje zob. Vitamin E zmanjšuje utrujenost, povečuje prekrvavitev, vitamin C, nastajanje kolagena, B1, B2, B3, B6, holin, kako vpliva na delovanje možganov, na koncentracijo, na dober spomin, folna kislina, kako ščiti srce, vpliva na tvorbo novih celic, vitamin B12, kako vpliva na živce, na boljši spomin, potem imamo biotin, železo, cink, jod, bakar, krom, kako pomaga uravnavati željo po sladkem, preprečuje navaden upad energije, spodbuja rast. Zdaj pa kaj, a bo človek, ki je imel 27 vseh teh možnih takih in drugačnih prehranskih dopolnil, za vsako ena škatlica ali pa vse v enem. Razmišljali smo, kako lahko v eni sami tabletki združimo vse to, kar naše telo potrebuje, vseh 27 bistvenih hranil, tako vitaminov kot tudi mineralov. Ja, je uspelo. Spraševali ste, če to obstaja, je uspelo in združili smo vse to v eni sami, se pravi 27 vseh teh bistvenih hranil, ki jih potrebuje naše telo. Zakaj? Na kakšen način smo res prišli tako daleč, da moramo dodajati prehranska dopolnila? Je zemlja res tako osiromašena? Je hrana res tako brez tistih bistvenih hranil? Kakšen odgovor bo podala sama avtorica Minka Gantar, avtorica knjižne uspešnice Ko imajo hormoni žur. Tvoj odgovor? Ja, normalno. Danes, če ne dodajaš prehranskih dopolnil, se ti telo pove, si utrujen, brez energije in tudi sama sem bila mnenja leta nazaj, pa se jaz tega ne rabim. Jaz sem s kmetov doma, ampak dejstvo je, če pogledaš sam sebe, da si vsak dan popoldne utrujen, nekaj je s tabo narobe. Če si popoldne, da se ti sprošča lakota, ta želja po sladkem, nekaj ti manjka, telo sporoča, dodaj, kaj pa če ti manjka kroma. Krom, ki ga drugače lahko dobiš v gobah in v jajčnem rumenjaku, jaz sama ga dodajam. In bom razložila, če gledava celico, moramo razumeti, da smo kakorkoli mi ljudje sestavljeni iz celic in tukaj to je celična membrana. In nekaj, tole je maščoba, to je beljakovinski vhod, pa spet maščoba in zato osnova seveda priporočam ljudem, da jemljajo omega-3, zato da zmehčajo celične membrane. Potem pa moramo razumeti, da skozi te vhode grejo hranilne snovi v celico in potem grejo odpadne snovi ven. In temu se reče presnova. Včasih ljudje zamešajo pa rečejo, zdravnik mi je rekel, da imam slabo presnovo, saj res grem enkrat na teden na WC. To je dvoje. Eno je presnova, ena je prebava, ampak oboje je očitno slabo. In dejstvo je, da če je slaba prebava, vzem probiotike, če je pa slaba presnova, pa mi moramo razumeti, da tukaj imamo mi mitohondrije. To so celične elektrarne in ena mišična celica jih ima lahko celo 1000. Ena mišična celica. Samo ena. Celičnih elektrarn. In se pravi, vse te celične elektrarne potrebujejo magnezij za ožig, potrebujejo C-vitamin za ožig, potrebujejo B6 in tudi B3. To so presnovni vitamini. Zdaj pa moramo razumeti, da sama vezava, kaj vpliva na vezavo, se pravi B6 in B3 se vežeta z B12. Se pravi, rabimo zraven še B12. Da se veže B12, potrebujemo poleg še kalcij. Da dobimo kalcij, rabimo magnezij. Se pravi, vse te vezave so potrebne in potem sam C-vitamin, seveda nekaj ga dobimo v teh naših limonah, ampak mogoče premalo, ker C-vitamin nadzoruje več kot 150 000 presnovnih procesov in dejansko deluje na to, da deluješ kot človek. In dejstvo je, da ga mi sami ne proizvajamo. Recimo, sama koza, ki je 60-kilska žival, proizvede, zdaj da ne bom za kakšno nulo sfalila, ampak proizvede okrog 20 000 miligramov C-vitamina. Wow. Mi ljudje pa ne. Naš pes proizvaja C-vitamin, mačka proizvaja. Se pravi, živali ja, ljudje pa ne. Živali ne vse, morski prašički in hrčki, predvsem morski prašički in mi ljudje zbolevamo za problemi srca in ožilja. In tudi hrčki.
zbolevajo za problemi srca in ožilja, vse ostale živali, sesalci proizvajajo svoj C-vitamin. Zanimivo. In mi ga moramo dodajati, ker ga pač ne proizvedemo. Tukaj si zdaj zaupala nam predvsem, se pravi, nekaj malega mineralov, pa tudi vitamine. Kaj pa recimo ta sveta trojica, krom, selen in cink? Ja, in zdaj moramo razumeti, da v celicah potekajo tudi procesi razstrupljanja. In zdaj, če tukaj pogledava, imava mi dve DNK. In zdaj, če DNK zelo umetniško narišem, stopam, da se nihče ne bo spotaknil, tukaj noter v to DNK, tukaj je genski zapis. In dejstvo je, da težke kovine, hormonski motivci, se nanesejo dejansko tukaj gor na gene. In pride popačena informacija. In ko pride popačena informacija, lahko na podlagi tega proizvedemo raka. Ali kakšno drugo avtoimuno bolezen. Kaj je avtoimuna bolezen? Avtoimuna bolezen je sporočilo telesa, da imaš preveč zastrupljenih celic in da je program uniči sam sebe. Zdaj pa kako se temu ognemo? Na ta način, da dodamo krom, baker, selen v kombinaciji in to sta trije ključni minerali, ki pomagajo pri tem, da se tvorijo snovi, ki razstrupljajo na celični bazi. Poleg, ni samo to, poleg pa potrebujemo nujno še magnezij, poleg potrebujemo B3, B6, nujno in tudi C-vitamin. Se pravi, tukaj govorimo o nekem kompleksu vitaminov in mineralov, ker v nasprotnem primeru ali ni vezave, ali pa ne pridemo do tega, da pridemo do celičnega jedra, do razstrupljanja. Hvala, Minka. B12, C, magnezij, krom, selen, cink, baker in številne druge stvari, se pravi, vsi ti minerali in pa vitamini so zajeti v Mega 1, se pravi, vse v enem. Mega 1 ali vse v enem je naša lastna formula, posebna formula multivitaminov z minerali. Se pravi, ne samo vitamini, tudi minerali. Tako vsaka tabletka oziroma kapsula vsebuje 27 bistvenih hranil, B-kompleks, C-vitamin in 13 esencialnih mineralov, med drugim tudi krom, selen in cink, ki sta tako zelo pomembna. Vsa hranila, bioflavonoidi in rutin so pridobljeni iz naravnih virov šipka, kvasa, alg in pa dolomita. No, če preveč delate, če ste v naglici, če ste prepogosto utrujeni, če telo dnevno ne dobi dovolj hranilnih snovi, potem se vaše stanje seveda ne bo spremenilo. Vi morate nekaj spremeniti in ravno zaradi tega smo razvili ta multivitaminski vse v enem Mega 1, ki je priporočen za vse osebe, ki so stare od 14 do 60 let. Vse torej v eni tabletki. Združeni so vsi vitamini in vsi minerali, ki jih potrebujete. In tabletke so prekrite tako, da jih lažje zaužijete. Ena je že dovolj in to zvečer pred spanjem. Mega 1, vse v enem, vsebuje torej 27 bistvenih hranil, B-kompleks, C-vitamin, 13 esencialnih mineralov, med drugim krom, selen in cink, kot smo rekli. Finančni vložek v vaše zdravje in dobro počutje za cel mesec oziroma za 30 dni pa 25 evrov. Danes posebej znižana cena namesto 35 evrov. Torej 25 namesto 35 evrov. 02 6200 230 pa je ta prava telefonska številka, ki jo lahko pokličete tale trenutek ali pa tudi kasneje, če so naše svetovalke ta trenutek zasedene. Vse v enem. Ena sama vsebuje vitamin A, B1, B2, B3, potem pantenonska kislina, vitamin B6, biotin, folna kislina, B12, C, D3, E, cink, jod, krom, magnezij, mangan, nisem še končala, baker, selen, železo, fosfor, kalcij, pa tudi holin, skratka 27 bistvenih tistih hranil, ki jih dejansko naše telo potrebuje, in vitamini in minerali. Ali je to tisto, kar bi potrebovali tudi ljudje, ki imajo težave s ščitnico, pa z visokim pritiskom, pa z utrujenostjo ves čas? Utrujenost na prvem mestu, absolutno. Pri ljudeh, ki imajo ščitnico,
Nekaterim rečejo, ker imajo povečano delovanje ščitnice, da ne smejo joda, v tem primeru ne samo majčkeno spremljajo svoje telo, na splošno pa tisti, ki imajo leno delovanje ščitnice, jim bo zelo pomagalo, zato ker majčkeno spodbudi. No in predvsem pri ljudeh, ki imajo težavo s ščitnico, je pametno vsakega pomalo. Ne pa, da bo zdaj letel v lekarno pa nagrabil vse, kar je možno, ampak vsakega pomalo, majčkeno joda, majčkeno B vitamina, C vitamina, cink, bakar, selen, vsakega pomal in je bolj pomembna konstanta vsak dan. Zdaj, če gledam prehransko dopolnilo B vitamina oziroma B kompleksa in mineralov, je pametno jemati ali takoj po kosilu ali tik pred spanjem. Ampak to pomeni z zadnjim kozarcem vode in greš v poslo, da to čez noč potekajo procesi obnove in potem v dopoldanskem času razstrupljanje. Kadar pa spet potem pridete na vrsto krom, selen pa cinka, ne? Tako, to je pa razstrupljanje. No in zdaj, če samo pogledamo, B vitamin, pomanjkanje železa je recimo brazde na nohtih, cepljenje las in nohtov, pomanjkanje B vitamina, povišan holesterol, pomanjkanje tudi B vitamina holina. Recimo holin, to je B8 vitamin, ki ga sicer dobimo v jajcih, ampak realno, koliko jajc pojemo? Realno vem, nič, ja, večji del nič. Povišan holesterol, recimo pojav podočnjakov, zastrupljenost telesa. Tudi ljudje, ki imajo podočnjake in to kaže na slabše delovanje nadledvične žleze. Nadledvična žleza in stresni hormon praktično porabita vse B vitamine, C vitamin in utrujena nadledvična žleza najprej dobiš podočnjake, pa kronično utrujenost. Kronična utrujenost, Evo, torej 27 bistvenih hranil, se pravi en tak multivitamin in multimineral, vse torej v enem, teh 27 bistvenih, tisto, kar seveda rabimo. Danes imate posebno priložnost in možnost, tažna dostopna cena, kolikor smo le lahko, smo uredili, zato da je res dostopno za vas in 6200 230 je telefonska številka, na kateri lahko dobite več informacij oziroma lahko oddate svoje naročilo, če seveda to tudi želite, če je to nekaj, kar ste se prepoznali, da potrebujete. In ja, tukaj je dejansko tisto pomembno vprašanje, ali moramo vsi zemljani zdaj že dodajati, glede na to, kakšna je struktura zemlje in koliko hranil je zaradi osiromašanja kot takega vendarle izgubila. Ne, ni potrebno. Jasmina, midve lahko greva dol na Korčulo. Dober, ti si veganka, ti rib ne boš lovila, ampak jih bom jaz bom eno ribo na dan pojedla, blitvo bova predelale in ne raba prehranskih dopolnil. Ne raba, no. Ampak v tem svetu, ko imaš tempo in tempo, ga rabiš. Enostavno potrebuješ prehranska dopolnila, ker dejstvo je, stres dela svoje, pokuriti praktično vse vitamine in minerale. Ne poznam človeka, nekaj jih ja poznam, ki so zmeditirani, ampak tudi oni imajo tempo. Dejstvo je, da potrebuješ dodatke vitaminov in mineralov. In le še eno stvar, da sem te prekinila, prhljaj, pomanjkanje B vitamina, suha koža, pomanjkanje B vitamina, nahraniti je treba kožo in tukaj je prvi znak, da ti manjka neka kompleksa vitaminov in mineralov. Tako da, izvoli. Vsa hranila, kar se mi zdi najbolj pomembno, kajti to je res poseben recept, ki so ga razvili pravzaprav naši strokovnjaki. Vsa hranila, bioflavonidi in tudi rutin so pridobljeni iz naravnih virov šipka, kvasa, alg in dolomita, kar je seveda zelo, zelo pomembno. Torej 6200 230 je ustrezna telefonska številka, jih pa vsebuje tale škatlica, se pravi 30 in na njej tudi piše, da le to priporoča klepet ob kavi, ker je tako, kot mora biti z vsemi tistimi bistvenimi hranili, ki jih naše telo potrebuje. Ja, in zdaj poglej, težave z lasmi, sivenje, izpadanje las, tanki lasje, je pomanjkanje B vitaminov, bakra, cinka, selena, joda in dobrih maščob. Potem težave z očmi, nočna slepota, pomanjkanje vitamina A in B vitamina, uvela koža, pojav celulita, pomanjkanje B vitamina, B6 in B9, tresoče dlani, pomanjkanje vitaminov skupine B in magnezija, težave s kožo, tudi lisasta koža, ravno tako pomanjkanje B vitamina. Tako da živčnost, razdraženost, pomanjkanje vitaminov B, kalcija, magnezija in dobrih maščob.
Kar je pa tudi bistvenega pomena. Tako, zaradi tega, da hranilne snovi pridejo v celico. Kar mi je recimo všeč tukaj in kar je bilo tudi najbolj pomembno, ko smo kreirali, da je dejansko sama tableta prekrita. In vzameš verjetno eno na dan več. Tako, eno na dan, ne več. Prekrita je dejansko na takšen način, da lahko pogoltneš. Ni tiska, se ti pa ustavi, ne? Lahko dejansko normalno gre dol. Evo, jaz sem glih kar eno in sem zdaj to zrihtala, drugače pa najboljše si rekla take stvari, se pravi neke take komplekse po kosilu oziroma zvečer. Tako, po kosilu ali zvečer, zaradi tega, ker kombinacija cinka in B vitamina lahko vpliva na draženje želodca in lahko povzroča kot neko težo v želodcu. Zaradi tega je fino, da je to ali takoj po kosilu ali pa takoj tik pred spanjem in greš potem že spat in do takrat, da to začne delovati, že spiš. In potem me ljudje sprašujejo, če to pomeni, da se po parih urah zbudi. Ne, ampak po noči spodbuja procese obnove, zjutraj se pa zbudiš z energijo. Tako, veš, to je za tiste ljudi, ki rabijo pa zjutraj imeti na možgane na pecljih, da enostavno delajo, ker dejstvo je, da B vitamini delujejo na dobro delovanje možganov. Jaz sem to najbolj ugotovila pred leti in leti in leti, ko sem delala na radio in sicer sem vodila jutranji program. Veš, kaj to pomeni? To pomeni ob 4 zjutraj vstati. Ker to pomeni ob 5 zjutraj biti že tam in dejansko reči ljudem: dobro jutro Slovenija, čas je za nov dan, gremo akcija, reakcija. In oprosti, če bi se sama jaz zbudila, kakor da bo umrla vsak čas, pa ne bi mogla zabavati ljudi oziroma ne bi jih mogla zbuditi zjutraj, ne? In ko sem začela delati za jutranji program, mislim, popoldan, takoj, ko sem končala, sem šla spat domov, ne? Pa potem še popoldan enkrat, pa nisem mogla zaspati do polnoči in skratka cel cikl. In na takšen način sem si potem uredila te stvari. Tako? Ampak videla sem, da moram nahraniti svoje telo. In ljudje, ki vidijo, da imajo velik tempo v življenju, da enostavno ne zmorejo psihično, bi potrebovali kompleks vitaminov in mineralov. Poleg tega bi potrebovali B vitamine, C vitamin in zdaj še ena stvar, kar je problematika našega, tudi v Sloveniji, mislim, da kar precejšnja, plodnost. Plodnost. Zanimivo. Najlepša hvala, Minka, za vse informacije, ki si jih posredovala. Mi pa torej poglejmo še enkrat tale video. Mega 1 ali vse v enem je naša lastna formula, posebna formula multivitaminov z minerali. Se pravi, ne samo vitamini, tudi minerali. Tako vsaka tabletka oziroma kapsula vsebuje 27 bistvenih hranil, B-kompleks, C-vitamin in 13 esencialnih mineralov, med drugim tudi krom, selen in cink, ki sta tako zelo pomembna. Vsa hranila, bioflavonoidi in rutin so pridobljeni iz naravnih virov šipka, kvasa, alg in pa dolomita. No, če preveč delate, če ste v naglici, če ste prepogosto utrujeni, če telo dnevno ne dobi dovolj hranilnih snovi, potem se vaše stanje seveda ne bo spremenilo. Vi morate nekaj spremeniti in ravno zaradi tega smo razvili ta multivitaminski vse v enem Mega 1, ki je priporočen za vse osebe, ki so stare od 14 do 60 let. Vse torej v eni tabletki. Združeni so vsi vitamini in vsi minerali, ki jih potrebujete. In tabletke so prekrite tako, da jih lažje zaužijete. 1 je že dovolj in to zvečer pred spanjem. Mega 1, vse v enem, vsebuje torej 27 bistvenih hranil, B-kompleks, C-vitamin, 13 esencialnih mineralov, med drugim krom, selen in cink, kot smo rekli. Finančni vložek v vaše zdravje in dobro počutje za cel mesec oziroma za 30 dni pa 25 evrov. Danes posebej znižana cena namesto 35 evrov. Torej 25 namesto 35 evrov. 02 6200 230 pa je ta prava telefonska številka, ki jo lahko pokličete tale trenutek ali pa tudi kasneje, če so naše svetovalke ta trenutek zasedene. Takole pokličete lahko med oddajo, po oddaji, pa tudi pred oddajo, brez skrbi poklicali vas bomo nazaj, tudi če je tale trenutek linija zasedena. In Minka, kaj si misla pred splodnostjo? Ja, dejstvo je, da je problem, da več kot 60% parov ima težave z zanositvijo in dejstvo je, da potrebuješ takrat, ko malo spodbudiš telo, cink, baker, selen,
B3, B6, C-vitamin. In dejstvo je, da je pametno poseči po dobrem prehranskem dopolnilu, da majčkeno spodbudiš samo presnovo in na koncu koncev tudi živahnost celic. Živahnost celic, da je pa vse ostalo tudi malo bolj živahno, ali? Tako. Tako da res priporočam, naj ljudje začnejo razmišljati, da je treba najprej za sebe poskrbeti, da je treba celice od znotraj nahraniti in da hitra hrana, hiter tempo pač ubija naše življenje. In ne samo s prehranskim dopolnilom, kljub temu, da vsebuje 27 bistvenih hranil, bistveno hranilo, ki ga naša duša potrebuje, je še vedno ljubezen. Tako in gibanje in dovolj nasplošno zdrav življenjski slog. Najlepša hvala, Minka, za vse to, kar si nam zaupala. Torej, ne pozabite potem, če boste prehransko dopolnilo jemali pa na vodo in na svež zrak. To je tisto, kar je bistveno in vse ostalo potem pa v Mega 1 oziroma vse v enem, ki vsebuje torej 27 tistih hranil, vitaminov in mineralov. 02 6200 230 je tista telefonska številka, kjer lahko oddate svoje naročilo in v roku nekaj dneh tudi dobite. Doktor Gržan, ki je sicer tudi pater, je zelo neobičajen duhovnik. Ne drži se namreč v župniji in zgolj bere svetopismo, ampak tudi sam piše knjige. Šel je po svetu, doživel je marsikaj. Ampak eno izmed največjih odkritij zadnjega časa pa ravno v Sloveniji. Gre za kamnite tvorbe, ki jih je našel. In kar je zanimivo pri teh kamnitih tvorbah, kakor na nebu, tako na zemlji. Kaj to pomeni? Na nebu lahko vidimo zvezde postavljene točno tako, kot je na zemlji. Zelo zanimivo, kaj ne da? In danes je v naši družbi. Govorili bomo ravno o tem in morda pri komu prebudili tudi kakšen prav spomin. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lep pozdrav. Veliko odkriti zadnje čase, ne samo v Sloveniji, tudi drugod. In zgleda, da bo treba na novo napisati zgodovino, ali kako? Ja, zgleda, da se čas odpira v tiste dimenzije, v katerih se bo to zemeljsko začelo zopet bolj plesti z nebesnim. To pomeni, da se bo prebudila ta prastara povezava, ki jo je človek od nekdaj gojil, kakor na nebu, tako na zemlji, kot ste rekli, ne? In človek je bil vedno vpet, ne samo v zemeljsko, ampak tudi v nebesno in je hotel v sebi doživeti tisto harmonijo med nebom in zemljo. In ta iztrganost, izkoreninjenost, tako v zadnjem času izza zemlje, kakor od neba, vsekakor ni za dobro počutje človeka. Doktor Kalar Gržan, ljudje živimo v prepričanju, da v zgodovini, da so bili ljudje divjaki, da so bili necivilizirani kot živali, ampak vsa ta odkritja kažejo na visoko razvito civilizacijo, bolj inteligentno, kot smo danes. Ja, mi ne znamo več misliti, kot so mislili oni. In v bistvu na podlagi teh ostankov imamo te naše davne prednike za neke kremenčke, ki so znali prelagati samo kamne, ampak če že pogledamo, kako ogromne kamnite gmote so znali prenesti iz določenega kraja, najprej obdelati kamen, ga prenesti in uskladiti v prostor, uskladiti kamen ob kamen z natančnostjo, ki je danes praktično nismo sposobni. Že to bi nam morali govoriti o tem, da je izjemno pomenljiva spoštljivost do preteklosti, tista spoštljivost, ki ti odpre da lahko zaznaš dimenzije, ki so jih v tistem času doživljali. Rekel sem, zaznaš na podlagi človeškega izkustva in seveda tudi na podlagi kamnitih ostankov oziroma teh postavitev, ki nosijo v sebi simbol. Simbol pa je, bi rekel, pragovorica, skupna govorica in če si dovolj spoštljiv, bom rekel, kar ponižen,
te simbol nagovori in v tebi lahko prebudi marsikaj tega, kar je bilo pozabljeno. Pozabljeno za razum, ne pa globoko za tisti, bi rekel, obče človeški um. Prav spomini. Ja, prav spomin. V nas se živi ne samo sedanjost, ampak tudi preteklost. Zato so duhovni učitelji vedno govorili o izjemnem pomenu ponižnosti. Ponižnost pomeni pravzaprav odprtost. Sleherno zaničevanje kogarkoli, kakršnekoli oblike življenja, kakršnekoli civilizacije, postavljati sebe nad in ostale pot, dejansko odpira pot tistim misli, ki jo naš čas potrebuje. Kaj ste odkrili v dolini Gračnica? Ja, kaj sem odkril? Najprej sem odkril 3 griče, ki so skrajno nenavadni. Ne samo zaradi tega, ker so očitno postavljeni vsaj v delu s človeško roko. Zelo je ohranjeno torej to, bi rekel, ta zadnja faza obnove, kjer so manjše kamnite gmote, ampak pod temi manjšimi kamnitimi gmotami se na mnogih mestih vidijo fascinantne megalitske strukture. Megalit pomeni veliki kamen, ki očitno niso na tisti poziciji po sami naravi, ampak so bile v pozicijo umeščene. In takoj, ko sem videl tiste 3 griče z dejansko temi megalitskimi strukturami, sem pomislil na Orionov pas. Vemo, recimo, tudi piramide v Gizi so postavljene po vzorcu Orionovega pasu, pa ne samo te piramide v Gizi, ampak še marsikaj na svetu, recimo Ščečen na Poljski, pri Baltiku. Pravzaprav piramide povsod na vseh kontinentah dejansko obstajajo, ampak ljudje, ki slišijo besedo piramide, si pač predstavljajo tiste v Gizi. Ja, tako je. In mislijo, da slučajno so jih postavili. Ja, nič ni slučajno. Ker ti stare civilizacije so iskale harmonijo na zemlji v povezavi s harmonijo na nebu. In potem, ko sem videl tiste 3 griče, sem pomislil, ja, kaj pa, če ne gre samo za Orionov pas? Kaj, če pravzaprav umeščen v ta zemeljski prostor celoten Orion, torej celotno ozvezdje Oriona, in je bilo. In potem sem pomislil, drzna misel, kaj, če ne gre samo za Orion, kaj, če gre tudi za, če so umeščene v prostor tudi ostala ozvezdja, in to mi je bilo, v bistvu bil mi je dokaz bik, ozvezdje bika. Ta dokaz sem moral doživeti, preprosto zato, ker drugače si ne bi drznil misliti, da je to sploh mogoče. Se veste, v Sloveniji pri nas je sploh kaj pompozno velikega možno. In potem sem videl dejansko ozvezdje bika še sedaj stoji v prostoru, v celotni strukturi. To pomeni, je pregledno, to gre za ozvezdje Oriona je večje in dejansko ga ne moreš objeti s pogledom. Ozvezdje bika, čeprav je recimo na prostoru 4x3 km, pa dejansko lahko zajame s pogledom. In dejansko tam, kjer je zvezda, zvezdna pozicija na nebu, je gradišče na zemlji. Med temi zvezdnimi pozicijami pa so tako imenovani, jaz zdaj vidijo na ekranu gledalci, pa so grebeni, ki posamezne zvezdne pozicije povezujejo in na podlagi teh grebenov lahko ugotoviš, za katero ozvezdje gre. Ozvezdja so v celoti tako, kot so na nebu. So pa na nek način umeščene v prostor, kot bi rekel, kot neke mitološke figure. Veste, ta najdba dejansko bo dala v prihodnosti misliti marsikomu na marsikaterem področju. Dejansko je to, kar prikažem v knjigi in kar bom prikazal v drugi knjigi, celotno to megalitsko svetišče med Savinjo in Sotlo, severno od Save, prostor, ki je zaznamovan z vsemi ozvezdji, ki so vidne za našega področja, preko Save, ki pa predstavlja veliko vodno kačo ozvezdje, pa so kot gradišča zaznamovane tudi določene pozicije, ki jih z našega prostora ne vidimo na nebu. To pomeni, da so bila te civilizacije med seboj izjemno povezane, se upravičujem. Mi z našo tehnologijo, ki jo ta trenutek premoremo, lahko ugotovimo, da je to postavljeno tako, kot je postavljeno, kot ste ugotovili sami, nismo pa sposobni tega narediti. Ja, veste kaj, to je takšen projekt,
če bi ga danes šli postavljati, recimo, ne, bi potrebovali, veste, mi bi za eno gradišče potrebovali nekaj let, ne, je pa ta prostor zaznamovan z več kot torej 200 gradišči. Mnoga so izjemno razvidna, so pravzaprav šokantna. V uvodu vdaje ste pokazali recimo gradišče, to je tisti ogromni trikotnik, ki je postavljen na špico, ne, pod njim se lahko sprehodiš, ne, ob plato. To gradišče je Omikron v ozvezdju Vodnarja. To je samo eno od gradišč fascinantnih, ki očitno bega marsikoga, zato je popolnoma praktično zaraščeno. Ob tem gradišču, ne, pa je celo smetišče. Kje v tujini, recimo, rečemo na Irskem, bi bilo samo to gradišče cilj enodnevnega potovanja. In bi bili pripravljeni, da ga obišče, narediti nekaj 100 kilometrov, mi pa, veste, to je tista slovenska majhna, pri nas nič ne more biti. Mi vemo, da so bila megalitska gradišča, da so megaliti južno, torej omenili ste Gizo, vemo na severu več tisoč teh megalitskih spomnikov. Ta naš prostor pa kakor da naj bi dejansko spregledali, preskočili. Veste, v sendviču je ponavadi najboljše v sredi. In dejansko naš prostor je zelo bujen z vegetacijo. Marsikaj je prikrito. Ampak, veste, ti megaliti izjemno izstopajo. Ljudje na nek način, sem imel to srečo, da sem bival dejansko na 3 župnijah, ravno na tem področju me je Škof predstavljal, tako da sem s pomočjo prebivalcev, domačinov lahko pregledal to celotno področje, so pozorni, ker so te strukture nenavadne. In jih, veste, človek marsikaj nalaž spregleda, ker si ne zna razložiti. Noče si niti postavljati vprašanje. Noče si postavljati, bežimo. Mi svojo misel zelo osredotočamo na to, kar je pravilno. Nas so naučili, kaj je resnica, tudi resnica v zgodovini, in žal je človek menda sposoben samo v 5% narediti miselni evolucijski premik od tega, kar je resnica, ki so nas jo naučili v šoli in na nek način žal ukalupili našo misel. Veste, resnica v zgodovini je izjemna. In to, kar smo se mi naučili, veste, so drobci. In bo potrebna izjemna odprtost, spoštljivost do dejstev. Veste, sem zelo strikten, da navajam samo dejstva. Torej, ki jih lahko na terenu vsak preveri, ki jih lahko opazuje celo satelita, ker nekatere gradišča so izjemno velika. Prav zanimivo je, kako lahko opazujemo iz satelita, kako so premikali gradišče Severnice. Naša os približno v 26 000 letih zemeljska os rotira. In ljudje so iskali kot sveti prostor umeščen v zemeljsko pozicijo tudi seveda Severnico, ampak ta jim je uhajala, se spreminja z nagibom zemeljske osi in potem vidimo prek satelita, lahko opazuješ ta gradišča v znamenju kroga, kako so drug ob drugem sledila severnici na nebu in na podlagi teh premikov lahko celo datiramo čas teh megalitskih postavitev. Tukaj namen brala sem o tem, da ne bi bilo to svetišče dejansko. Če greva zdaj stran od matematičnih podatkov, od merjenj, od teže, od širine, od vsega, kaj pa energija, tisto, kar se doživlja na samem prostoru, na samem svetišču? Ja, to pa ljudje iščejo. Veste, čeprav sem duhovnik, sem pa kremenček tukaj. Meni so predvsem v prvi fazi zelo pomenljiva dejstva. Da vidim velike kamne, velike megalitske strukture, ki očitno niso prišle tam po naključju. Po naključju, oziroma so očitno postavljene. Na ključ so prišle. In se mi zdi, da v uvodnem tem odkrivanju je moja naloga predvsem, da pokažem dejstva. Kaj bojo pa odkrivali drugi, je pa praktično njihova stvar. Imajo različne talente. Ampak ali hodijo ljudje tja meditirati in tako? Ja, seveda ljudje hodijo to občudovati in hodijo, veste, v eni taki spoštljivi tihoti, umirjenosti, ki sama po sebi kaže na to, da dejansko se odpirajo v tej zemeljski stvarnosti, v tem zemeljskem svetišču v presežno. Naj pa še povem, če dovolite, da je dejansko ta prostor, to megalitsko svetišče med Savinjo in Sotlo, severno od Save, dejansko samo
v globalnem pomenu celoten prostor je samo Orionov pas, ki se odpre v širšo evropsko in pa seveda tudi svetovno razsežnost. Veste, tako da Evropa ni bila povezana samo v zadnjem času v Evropski uniji, ampak je bila očitno povezana že nekdaj, ampak po harmoniji neba, kar je zelo pomembno, ne? Se pravi, bi lahko potem sklepali tak, mogoče malce egoistično celo, da je bila Slovenija oziroma ozemlje, kjer je zdaj Slovenija, kar eno tako središče? Ja, to se zelo bojim reči, ne? Ampak čeprav gre dejansko za megalitsko svetišče, ki bo čez čas, sem prepričan, veste, da čez 20 približno let, 30 let, avtor mora ponavadi umreti, ne, bo eno osrednjih astroarheoloških zanimivosti svetovnega pomena. Na začetku zdaj prihajajo strokovnjaki zelo previdno, recimo si to ogledujejo, se navdušujejo, ampak se ne upajo izpostaviti. Se veste, tista ukalupljena pamet in žal mnogokrat preveč ukalupljena znanost. Znanstvenik mora biti vedno tisti, ki si upa videti to, kar dosedanje ugotovitve nadgrajuje. Dejansko, veste, mi smo evolucijska bitja. Tudi znanost dejansko mora stremeti po preseganju. Če znanost ukalupi nekaj in srečamo tu dogmatizem, veste, to še v religiji ni fajn. Dogmatizem je sploh nekaj negativnega. Dogme so lahko dobra miselna izhodišča, dogmatizem je pa nekaj negativnega. Kako pa v župnišču gledajo na vas? Vam mogoče rečejo, da se igrate arheologa? Kako gledajo na vas? Jaz sem človek, ki ga mnoge stvari zanimajo. V bistvu gre za odkrivanje preteklosti in v bistvu gre za vrednotenje preteklosti in v bistvu gre za odkrivanje miselnih konceptov, ki so jih gojili v preteklosti. Seveda to aktualiziram v našem prostoru. Jaz sem si nekdaj zelo želel iti pogledati recimo Stonehenge ali pa piramide v Gizi. Zdaj to več ni moja želja, ker se bojim, da bom se težko soočil ne z vsem, kar ponuja slovenski prostor, ampak z vsem tistim, kar mi je recimo pa še v času, ki mi ostaja, vendarle kot neka priložnost. Naš prostor je izjemno bogat, je pa res, da je vegetacija silno močna, ampak te megalitske strukture so jasno vidne. Jaz nisem arheolog, zato nikoli ne posegam v zemljo, ampak že navzven štrli toliko tega, da mi zadostuje in je več kot očitno. Kaj pa vi čutite, ko ste tam? Verjetno se ne počutite enako, kot če greste v gostilno ali kam drugam. Kaj čutite, ko ste? Jaz se posebej rad sprehajam po zvezdnih poteh. To pomeni, med zvezdnimi pozicijami, med gradišči. So mi gradišča fascinantna, zato ker so pač to dejansko te velike megalitske strukture, so mi fascinantna, ampak tam je, to pa lahko rečem, je energija premočna. Jaz tudi povezujem recimo Jurklošter, je ena prav posebna zvezdna pozicija in ko sem bil tam duhovnik, veste, so ena mesta, kjer so ministranti skupaj padali po določenem času, preprosto je premočno, zato naj bi tudi maša, mnoge cerkve so dejansko na starih svetih prostorih, naj bi maša trajala nekje 45 minut, to bi rekel en takšen, bi rekel, proces. Ja, dober čas, terapevtski čas, preveč pa ni dobro, je pa zelo fino se sprehajati med enim gradiščem pa drugim gradiščem. Tudi nekdaj so ljudje romali, recimo od enega svetišča do drugega svetišča in je bila tista romarska pot terapevtska. Mnoge te povezave so še zdaj se zelo razvidni grebeni, ki pa res delujejo, vsaj zame, izjemno blagodejno. Recimo, če sem preutrujen, prijem z glavobolom, en tak sprehod po takšni poti dobro deluje. Upamo na več sprehajalcev, na več ljudi, ki bodo tja prišli, na več arheologov, ki bodo raziskovali, ki si bodo upali soočiti. Ki si bodo upali. Ki bodo imeli pogum. Ali se vam zdi, da je v tem svetu, ki je zelo komercialno usmerjen, da je boljše, da te stvari še počakajo, da se človek mogoče v glavi razvije do te mere, da je sposoben to sprejeti in tudi spoštovati? To spoštljivo zaznavam, zato ker so dejstva na terenu izjemno očitna in nosijo pečat preteklosti, pečat svetega prostora
in samo po sebi dejansko zbujajo en pristop, ki mi je všeč. Bojim se grabežljivcev, ker ti bi radi našli neka bogatstva. Veste, bogatstvo teh struktur je v sami strukturi. Zelo se bojim tistih, ki bi nekaj razkopavali, pohlepnežev. Tisti, veste, zgubljajo bistvo. Mali princ je rekel, bistvo je očem nevidno. Bistvo je očem nevidno. Najlepša hvala za tale pogovor. Kar izvolite se še vsez, bomo midva še malce klepetala. Spoštovani gledalci in gledalke, vi pa malce pomislite, mogoče lahko greste tudi sami kam na sprehod. In moram reči, da pri meni je tako zmeraj, ko grem na eno tako orenk potovanje, pridem nazaj s tako hvaležnostjo, da živim v Sloveniji, sploh ko kažem kakšnim drugim popotnikom slike iz Slovenije in res imamo veliko, veliko zakladov, tako da dajmo jo raziskovati in sicer na spoštljiv način. Bo svet lep?